Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. Ja, življenje po 50. letu lahko prinese veliko sprememb. Nekatere so zelo tihe, druge precej glasne. Spremeni se lahko telo, spremeni se pogled na čas, spremenijo se osebe, ki so ob tebi, spremeni se družba, spremeni se lahko marsikaj. O vsem tem in seveda marsičem drugem pa danes z mojo gostjo, zelo sem vesela, da je prišla, Alenka Kesar. Živjo. Živjo. Z Alenko se poznava že dolgo časa, lahko Tako. rečem, upam si to trditi, da je med nama vedno bila ena taka posebna energija, vedno sva se zelo veseli in zato se še toliko bolj veselim tega pogovora, ker vem, da bo res oseben in iskren. Tudi jaz se veselim, ravno zaradi istih razlogov, kot si jih ti navedla. Življenje po 50. letu se zdaj tako je že v uvodu morda slišalo, kako je zdaj to povedala, da se pa svet ustavi. Ni to rdeča nit, ki jo želim danes izpostaviti, ampak vendarle pa so to nekoliko drugačna leta, tudi kar se tiče modrosti, marsikakšnih spoznanj, ki jih morda tam pri 25, 30 še nimamo. Kaj bi rekla za sebe, da je ključno tisto, kar je zdaj drugače? Doumela sem, da več jaz nisem punca, ampak sem odrasla ženska in da sta punci, dekleti, moji hčerki. To je velik bil šift v glavi. Tako ves čas sem mislila, jaz za sebe govorim, da sem punca iz Krškega. No, zdaj sem to spremenila v ženska iz Krškega. To je prva stvar. Ne dojemam se več kot tako zelo mlado. Ampak ta občutek, da sem pa zdaj postavljena odrasla ženska, mi postaja čedalje bolj všeč. Ne moram reči, da sem bila ekstremno vzhičena, ko sem šla čez 50, to je bilo ravno v času pandemije, ampak zdelo se mi je, da so to leta, ki so verjetno res namenjena meni. Razmišljala sem, da so to leta, ko imam skoraj da odrasle otroke, ko imam kariero, imam službo, ko več nisem v tistih vodah, da bi hlepela po zelo visokih ambicijah, da v bistvu je to čas, ko sem najbolj odrasla, najbolj zrela, najbolj izkušena in kar je zanimivo, da se vam lahko zelo dobro. Cel kup stvari je odpadlo, ki so me prej skrbele in me zdaj absolutno ne skrbijo več. En cel tako se mi zdi, da se življenje res zavrti. Jaz imam danes 55 let, sem drugič poročena, imam odrasle otroke, delam tisto, kar imam rada in imam znova rada svoje telo. Vmes se telo nekako porazgubi iz tistega običajnega ritma, kot si ga vajam s svojim telesom. Veš približno, koliko lahko poješ, veš, kaj je tisto, kar ti škodi, se je zgodilo, da je telo ponorelo, seveda v perimenopavzi. In to telo sem jaz težko sprejela. Predvsem zaradi tega, ker več nisem videla sebe. Tako se spomnim, sem šla mimo ogledala, sem tako naredila, wow, to sem jaz. Tako zelo se mi je zdelo neobičajno, da je to polno telo, moje telo. In sem potrebovala nekaj let, da sem razumela, kaj se mi dogaja v možganih, hormonih in tako, da sem se znova našla. In ko je telo postajalo čedalje bolj podobno tistemu, ki sem ga nosila večino življenja, sem tudi jaz nazaj dobila svoje žareče oči, dobila zelo veliko srčne volje nazaj in ugotovila to, s čimer sem začela, da v bistvu so to verjetno najboljša leta. Rekla si, da si bila presenečena nad svojim telesom, ko si se zagledala v ogledalu. Bi rekla, da te je recimo ta telesna, predvsem fizična sprememba v tistem obdobju lahko mogoče pahnila tudi v neko, ne bom zdaj rekla ravno depresijo, ampak v to vse je črno, pa kar redim se, pa ne vem zakaj se, pa vse je nekaj drugače, kot je prej bilo. Tudi ta hormonsko neravnovesje pravzaprav, ki vpliva seveda na vse možno pri ženskah. Koliko se spominjaš tistega obdobja, da si bila tako bolj nečimrna?
Jaz moram reči, da žalostna, razočarana ali tesnomna zaradi tega telesa nisem bila. Jaz sem še vedno čutila, da sem povsem povprečna ženska in da z menoj ni nič narobe. Hvala Bogu, da je temu tako. Je pa to obdobje sovpadlo v obdobju žalovanja po mamini smrti. Tako da neka kombinacija, ki se mi je zgodila s to res veliko izgubo, potem s temi hormonskimi nihanji, tudi se meni tako zdi, da se je nekako tudi izrazilo v tem počutju splošnem, ki je bilo. Drugače pa je zanimivo, se mi zdi, da tako, ko si v Sloveniji na očeh javnosti, da ti nekako neki deli ženskih skupin najbolj zamerijo, če se zrediš. Vse ostalo nekako požrejo ljudje. To, da sem se ločila, da imam drugega moža, ne vem, da odkrito govorimo o najinem odnosu. Vse to nekako je šlo. To s pridobivanjem kilogramov sem pa zaznala kot nekaj, kar so ljudje težko pogoltnili. Ne vsi. Govorim o 10% tistih ljudi, ki so tudi sicer na družbenih omrežjih, tisti, ki ne bi smeli tam biti. Zanimivo je, da so pod to, da ženska dobi kilograme, sem spadajo pridevniki, kot so lena, nima kontrole, nedisciplinirana, zapustila se je. To so besede, ki gredo zraven k kilogramom, kar je absolutno in povsem narobe. Zanimivo, kako zelo hitro si ožigosan. In če me je kaj bolelo v tem obdobju, me je bolelo to. Bolelo me je dejstvo, da so mi ljudje, ki me ne poznajo, nikoli v življenju me niso vprašali, kako sem, ne vedo o meni praktično ničesar, obkladali z grdimi komentarji. To je nekaj, kar je potem se izkazalo, da je tudi dobro. Doma sem se usedla s svojimi 3 dekleti, torej moje 2 hčerki in moja pastorka Tara, in smo šle čez in sem rekla, punce, ve ste rojene v ta svet. To je nekaj, kar se dogaja. Lahko bo se tudi ve žrtve kdaj takšnih neusmiljenih komentarjev. Dejstvo je, da se moramo o tem pogovarjati, da ni nič narobe, če ima ženska 10-15 kilogramov več, ker so razlogi, zakaj jih je dobila, pa tudi, če jih ni in je samo sedela na kavču in dobro jedla, to ni razlog, da je vredna obsojanja. Tako da smo kar odprli ta dialog. Te mlade generacije drugače gledajo na to. Moja Lina, 18 let stara, rekla, mami, kako se lahko sploh ukvarjaš s pacienti? Zakaj sekundo svojega časa razmišljaš tem ljudem, ki so, kdo so to, nič so ti. Ne? In to je ta javna podoba, ki jo tudi ti dobro poznaš in greš skozi njo. In je včasih neusmiljena. Ampak jaz sem to doživela samo zaradi tega, nekaj viška kilogramov, nikoli prej in upam, da nikoli več. In v bistvu je to res nekaj, kar se mi zdi, da je ženski svet ali pa ženska v tem svetu nažalost veliko bolj na udaru, a ne, se veva obe. Če se recimo nek znan moški, mogoče, zdaj, če sva ravno pri kilogramih, v nekem obdobju malce poredi ali pa, ne vem, začne zgubljati lase, karkoli pač recimo pride, tudi lahko samo starostjo, je manj, se mi zdi. Je šarmanten, tako, je recimo, zrel, je, ne, tako. Pa tudi absolutno. sicer se mi zdi, ne, da moški moškemu bo redko kdaj pokomentiral nek izgled. A ne? Tam bo šlo bolj na neko, ne vem, povratno informacijo glede dela ali pač česarkoli. Medtem ko ženske znajo nekatere dejansko biti, lahko rečeva, neusmiljene oziroma grde, pa sama je ženska, pa sama morda v podobni zgodbi. Ne? Gotovo. In to je tisto, kar se mi zdi, da je v tem ženskem svetu še vseeno, kljub temu, da je zdaj mogoče družba malo boljša ali pa postaja mogoče glede tega malo boljša, še vseeno je tega preveč. Ne? Preveč. Pa preveč je tega pavšalnih sodb. Ne? Kako hitro obsodiš
nekoga, ki ga ne poznaš, ki se nekje, ne vem, naprimer glasno smeji in rečeš, kako se na glas smeji, a mu ni neroden. Ne? V bistvu potem z njim govoriš in vidiš, da gre čez res težke stvari in da je bil to živčen smeh. Govori z ljudmi, ki imaš občutek, da imajo vsega dovolj, izveš, da imajo, ne vem, terminalnega raka. Skratka, moj pogled in to, kar moje vedenje, zasebno in javno je takšno, da nikoli nikogar ne sodim. Nikoli o nikomer ne rečem nič slabega in žaljivega. Nikoli. Zdi se mi moralno noro, da o kom govoriš, ki ga ne poznaš. Zdi se mi, da vsak tak komentar tega človeka načne, če je mene, ker sem čisto običajen človek, je verjetno absolutno tudi drugega. In to je nekaj, kar smo prej s puncami odprli to debato in se tega držimo. Ne dajemo nobenih mnenj, ne sklepamo. Vprašaš, se pozanimaš, potem lahko s tem človekom govoriš. Ne pa, da dajemo neke zaključke. Vse ostalo je čez prst, ja. Tako. Zdaj, želela sem začeti pri knjigi, pa iti na, tako kot si rekla, na drugi zakon, ampak bom začela drugje. Omenila si mami, tvojo zlato mamo. Vem, da sta imeli zelo, zelo tesno vez. Vem, da jo absolutno še vedno pogrešaš enako, kot si jo prvo leto. Mi, da smo o tem zelo veliko govorili in se spomnim, da sva se enkrat pogovarjali in sva se obe strinjali, da ljudje dostikrat rečejo, sej z leti je to potem lažje, ne? Pa ni, ne? Ni lažje, samo mogoče res se naučiš s tem živeti. Lažje pa ni, nikoli. Ne, lažje ni. Bolečina se predrugači, čas naredi neko distanco od teh travmatičnih dogodkov ob izgubi. Bolečina se malo omili, malo se zaobli, ampak pogrešanje je pa pri meni močnejše, kot je bilo. Če dalje večkrat se zavem dejstva, da ne morem mami več poklicati, da ne morem mami potožiti. To, da je ni, je v bistvu mi nepojemljivo mi je, da je ni. Da ne ve, kaj se dogaja z njenimi vnuki, da ne ve, kaj se z mano dogaja, kaj se je tako neverjetno se mi zdi. In da v družini rečemo obdobje, ko je mami bila, potem obdobje, ko mami več ni. Ker so se energije zamenjale v družini, nastala je praznina. Jaz sem zdaj ta mama, ki povabim na božično kosilo. Jaz sem tista, ki skuham. In ker je tudi Kamenko, moj mož, izgubil mamo, nimava več nobene mame, da bi šla na kakšno kosilo k njem. In to, kar se je prej tako po urniku iskal, kdaj bomo uspeli, čakaj se uskladimo, kaj bi dala, da bi lahko šla na mamino govejo juho. Ali pa da bi mami poklicala, pa bi rekla, ne vem, od Kamenka mama je rekla, toliko sem Saram naredila, pridite jih iskat. A je kaj lepšega? Ni. In mi dva tako si rečeva, evo, zdaj se pa nimamo kom peljati. Se gremo seveda k mojemu očetu in glih tako gremo jesti, ampak mame pa več ni. In je ta občutek, da zgubiš verjetno edino osebo, ki lahko, če imaš srečo, poveš čisto vse na tem svetu, je v bistvu brutalno boleč. Mama je tista, ki lahko kadarkoli, jaz sem bila ta srečnica, kadarkoli sem dvignila slušalko in sem rekla, dvignila slušalko, kot da smo v Jugoslaviji, skratka dvignila telefon in je rekla, mami, veš kaj? In ona rekla, povej, ne? Koga še tako zanimaš kot svojo mamo? Kdo še za tebe želi kaj takšnega? In zadnjič med božičnimi prazniki sem prebrala tako lepo misel. Nekdo je napisal, ugotovil sem, da je bila za vsem mama. Mama je okrasila praznično novoletno jelko. Mama je zavila darila. Mama je naredila gostijo. Mama nas je povabila. To niso naredili prazniki. In ko mame več ni, da bi vse to, potem je super, da lahko potem, naprimer zdaj jaz, ne? Ampak če nimaš nikogar, ki bi takšen bil, je to obdobje končano. In v bistvu so te občutki zelo, zelo
mešani. Po eni strani si, ne bom rekla vesel, ampak po eni strani si pomirjen in si rečeš, ok, to je zdaj moja vloga in tudi naloga v narekovajih in jo prevzameš, ampak ko si sredi te vloge, saj pri sebi tako sklepam, ko pa ta en člen manjka, ti je pa tako v smislu, saj lepo, da to zdaj še vedno počnemo, pa vendarle ni isto. In tako kot si rekla, življenje z njim, z njo ali pa življenje po. Ne? Res je. Tudi v zadnji knjigi, čestitke za novo knjižno uspešnico, je vmes en opis, ki se me je zelo dotaknil in to je ravno to, kar se zdaj omenila, da se z možem peljeta in namesto, da bi šla najprej k eni in potem k drugi mami na obisk ali pa se datumsko usklajevali, pri kateri bo božična večerja, se pa v resnici peljeta na najprej eno pokopališče in potem še v Krško drugo pokopališče. Ne? In takrat je samo dotik roke bil lahko dovolj in sta oba vedela, ne? Tako opisuješ. Seveda. Tega se oba močno zavedava, da mam ni več. Tudi dejstva, da najni otroci nimajo babic. Tudi to je pomembno dejstvo, ki ga potem vidiš, kako močno so babice vpete v življenje vnukov. Tudi detki, da ne bo pomote, tudi detki. Babica seveda nudi še eno drugo, to negovalno, malo bolj plat. Ja, velikrat rečeva, ko sva utrujena od božično-novoletnih praznikov in silnega kuhanja in seveda tudi veselja, da gostiva vse svoje, si rečeva, a ne bi bilo super samo z tapverčki se odpeljati do ene mame in druge in prinesti domov dobrote. Ja, tega ni več. Tako se mi zdi, da nekdo mi je na pogrebu moje mami, ne vem kdo je bil, ne spomnim se, šepnil, zdaj pa nisi več otrok. In to težko mi je bilo to slišati. Ne? Seveda, da sem otrok, se imam očeta, se sem njegov otrok, ampak zdaj razumem, kaj je hotel reči. Zdaj sem jaz ta mama, to središče družine. Ne? Z očetom sem imela priložnost spregovoriti, mečkano pokremljati, ko sem te v preteklosti presenetila pri enem pogovoru in tudi ta naveza z očetom se vidi, kako je globoka, kako je verjetno zdaj po maminem odhodu še toliko bolj verjetno močna. Ohranjata to še vedno naprej, imata še vedno te skupne... Mava. Slišiva se vsak večer, izjemoma ne. Običajno zaradi tega, ker je oče zaposlen, ne zaradi mene. Ja, tako. Ja, ravno včeraj je šel na eno kino predstavo, tako da sva mogla preskočiti, drugače hodi na gledališke predstave, knjižni klub, še vedno aktiven tako, in še vedno poroča Posavce. Midva imava eno čudovito vez. Midva govoriva o čisto vsem v teh najnih telefonskih pogovorih. Najprej seveda, kako je, koliko imate visnega, kaj pa vi, potem kako so otroci v šoli kaj pisali, pa politika in filmi, knjige, kaj kdo bere, česar nikar brati, kjerga filma ne id gledati, kjeri so res dobri. Midva res klepetava vsem. In to so dolgi pogovori, tako da vsi vedo, vzamem telefon in rečem, grem poklicati očija in vsi pokimajo in potem, ko pridem, rečem, kaj je rekel, kaj se splača gledati. In tako, ja. In je še ena ljubka stvar se je zgodila naključno. Kamenko 2krat na teden službeno hodi v Krško, prav v Krško in hodi k mojemu očetu jest. In ima malco in pride k njemu in klepetata in potem mi moj Kamenko pripoveduje o mojem očetu in meni se zdi to neverjetno življenje. Kako zdaj Kamenko, rojen Mariborčan, ki prej v Krškem ni bil nikoli, se vozi v moje rojstno mesto in gre z očem na malco. Se mi zdi čudovito. No? Zdaj, ko si ga omenila, kdo najprej prebere knjigo, ko jo končaš? Oče ali Kamenko? Kamenko. Tretjo knjigo, se pravi namenjeno mami, sta oba istočasno, se mi je zdel prav zato, ker govorim o njegovi ženi, ampak drugače pa Kamenko. Ja. Nestrpno čakam, kaj bo povedal. To je zelo ničke prijetno čakanje, ko berem.
Ki bi najrajš malo pohitrila, verjetno. Ja, pa tudi tako, kar rada bi, da ne bi nič rekel. Tako, dajmo stran. Najprej, ko urednica prebere, ne, je drugo, ampak ona je pač z uredniške pozicije, potem pa Kamenko, ker pišem tudi v najnih stvarih, ne, in ga čakam. In potem bere, ne srečem, a lahko hitrej prebereš. Mislim, kaj me čakaš? Pa če vidim, da kakšen robček je jemlja, rečem, ok, nekaj je galno. Ne? In potem čakam s takimi očmi kot otrok, ne? Ker največ mi seveda njegove besede pomenijo, pa od očeta, od otrok. Nelijo je prebrala ravno ta teden moja starejša 25-letna hči in sem prišla v sobo, ravno sem hotela vprašati, kaj bomo za večerjo. In je jokala, se rekla, kaj jočeš, Neli? Je rekla, tvojo knjigo berem, se rekla, ok, to, dobro, bom rekla, ok, ne, te je nekaj galno, ne. Ampak ja, Kamenko je tisti, ja, sigurno. Ker ta knjiga v bistvu je nekoliko drugačna, če lahko temu tako rečeva, ne, se pravi, gre za več različnih zgodb, trenutkov v tvojem življenju, ki so v bistvu pustili na kakršenkoli način pečat. Ne? In zanimivo je, da potem marsikdo pričakuje, ja, se to je sigurno zelo veliko je o ločitvi, pa o razširjeni družini, pa o, ne vem, življenju po 50 in tako naprej. Ne, vmes so tudi primeri, ki so se te dotaknili, recimo, uspela sem prebrati gospo z mačko, recimo, a ne, ko bi lahko nekdo rekel, da se preprosto pelješ mimo in sploh ne vidiš, ne zaznaš. V bistvu je neka vsakdanja stvar se na cesti zgodila, ki se je pa tebe na povsem drugačen način dotaknila. Kako pogosto se ti to v življenju zgodi? Kar pogosto. Sploh, če vsebuje zgodba mačke, ki jih obožujem. Bolj kot kužke? Ja, ampak sem tudi kužka imela, obožujem kužke in muce, ampak muci so mi zelo blizu pri srcu. Tako ravno danes zjutraj sem z enim mačkom imela prav debato, sem ga prav posnela, sem ga za izjavo prosila. Tako vedno se pogovarjam z živalmi. Ko sem začela pisati to knjigo, sem razmišljala, da bom napisala o stvarih, tako kot si rekla, ki so se me dotaknile. In je zanimivo, kaj vse je privrelo na dan. Tudi zgodba, ne vem, iz šole, ko sem dobila, ko smo Secret Santa imeli, bog ve, kako se je to takrat rekli. Skratka, za novo leto smo si podarili in sem dobila v paketu izdelek, ki ga ne maram. In kako sem bila razočarana. In sem si pustila, da pridajo vse te misli. Ljudi, ki so bili na kakršenkoli način, ki so se me dotakli. Med njimi tudi ta starka, ki je malega mucka nosila v naročju kot dojenčka in so mu tačke tako delale. Meni je bilo to tako lepo v vsem tem podivjanem, norem svetu, ko se toliko stvari dogaja, je šla tam ženica z onim muckom čudovitim v naročju, tako prav vtisnilo se mi je. Potem kakšne pogovore, ki sem jih imela z Lino ali pa z Neli ali pa staro, nekaj, kar rečeš, wow, ne? Ali pa neka spoznanja, ki so šla skozi mene, neke izkušnje. In sem rekla, napisala bom res mozaik življenja. Tisto, kar vse je poteptalo moje srce, da sem danes takšna, kot sem. In je zanimivo, kako potem nastane knjiga in ko jo pogledam, si rečem, ok, razumem, napisala sem res brutalno, odkrito, po svoje nežno knjigo, zelo žensko knjigo, seveda, se kako bi lahko drugače. Mislim, prepričana sem, da ne bo ženske, ki bo rekla me, jaz pa tega ne razumem, ali pa da bo zelo veliko poistovetenja s to knjigo. Lepo je ratala. V to sploh ne dvomim. Me pa zanima, odkot sploh, dobro, seveda, novinarski del je bil največji del tvojega življenja, kakorkoli. Si že kot takrat, recimo, ko si bila še zelo kot novinarka vpeta, razmišljala o tem, nekoč enkrat pa želim napisati knjigo? Kakšen je bil ta splet okoliščin? To ne, sem pa pisala, odkar pomnim. Bila sem v osnovni šoli, ko sem začela tekmovati na literarnih tekmovanjih v Posavju in se uvrščala zelo visoko vedno. Zanimivo, da je literarno se udejstvovala tudi moja dobra prijateljica, danes političarka Tamara Vonta, in sva bile vedno prva ali pa druga na tekmovanjih.
Pisala sem za šolska glasila, ves čas sodelovala pri vseh aktivnostih literarnih in začela z 18 leti pisati za Posavski obzornik, to je lokalni krški časopis, tako da moji prvi začetki so bili to. In ko sem že delala na Pop TV-ju, sem pisala kolumne za ta isti lokalni časopis, za Posavski obzornik. Bile so tako zelo brane in tako zelo iskane, da se je moj takratni urednik odločil, da iz njih naredi knjigo. To je bila potem moja prva knjiga. To, da pišem, je meni izrazito naravno. Jaz tudi, če ne pišem z mislijo, da bom objavila v knjigi ali pa na Facebooku, jaz pišem. To je moj način izražanja, moja terapija. Zelo dolgo sem pisala tudi pesmi, hodila na različne te pesniške delavnice. Skratka, jaz pišem, odkar vem zase. Mislim, da sem imela okoli 15 dnevnikov svojih in ko sva se s Kamenkom spoznala, rekel, jaz sem nekje bral, da je fino te stvari zažgati, ko greš v novo razmere, se kaj te žre, a ne? Skratka, sva jih pompozno zažgala v enem velikem sodu. Ja. Wow. Jaz sem vse slike ven dala, vse telefonske, vse slike sem dala ven in sva jih res zažgala, moje dnevnike. Je res en tak očiščevalni obred bil. Ja, je bil res. Malo sem tudi obžalovala. Upam, da Kamenko se ne bo čutil krivega zaradi tega, ampak vse vem, kaj sem napisala, vse vem, kaj se mi je zgodilo. Tako da ja, pisanje in jaz sta tako isto. Jaz pač sem pišoča, jaz pišem. Zdaj, nov partner, nov zakon, ločitev seveda in tako je tudi, seveda to je tudi velik mejnik v življenju, to so bile spremembe kar ogromne. Prej si pač živel v nekem varnem skupinskem mehurčku, dinamika je bila bolj kot ne, dajmo reči, vsak dan ista, potem pa pade z neba dobesedno na nek način. Vem, da sta se prvič srečala na enem dogodku, ki si ga ti povezovala, ne? Na enem sestanku njegove agencije, kamor so me povabili za to, da bi povezovala nek dogodek. Spomniš se prihoda na ta sestanek kako? Ja, tako ko se... A veš, ko gledaš celo življenje te romantične filme ali pa bereš knjige, ne, in potem ti gre neki solz ob koncu, pa si rečeš, to se dogaja drugim ljudem. No pa se ne, to se je meni zgodilo. Jaz sem šla na sestanek, stopila sem noter, Kamenko je vstal iz kavča in mi dal roko in jaz sem si mislila, mati moja, kako je lep. In se ne spomnim nič, kaj mi je povedal. Itak ima nenavadno ime. Jaz nisem vedela, da je Kamenko ime. Nisem zaznala, kaj je povedal in tudi potem na sestanku je bilo zelo neprijetno, ker sem odprla seveda beležko novinarsko, da si bom vse zapisala in on je govoril in mi je rečel vsred, to verjetno ni dober znak, da si ti nič ne zapisuješ. Ne? In jaz sem rekla, ja, sem si vse zapomnila, pojma nisem imela. Res mi je bil zelo všeč in ko sva šla iz tega sestanka, sem poklicala Tamaro, ki sem jo preomenila in sem rekla, Tamara, spoznala sem moškega, za katerega sem ti rekla, da se bom z njim poročila. In ona je rekla, a je tudi on spoznal to žensko? Sem rekla, dej. In sva se režali in tako, ampak ja, se je zgodilo, da je to dejansko moški, s katerim sem se poročila. Bilo je zelo simpatija na prvi pogled. Na srečo je bila obojestranska, da ni bilo sem z moje strani. Je pa zanimivo, da ko se zaljubiš, po mojih izkušnjah, po 40, se zaljubiš ravno tako, kot se pri 17, 20. Enako si zaljubljen, enako si trapast, enako se hihitaš. Nerodno edino to, ko imaš doma hčerki, ki sta že tako veliki in potem delaš. Tako, res si pač zaljubljen, zaljubljen si pač zaljubljen. In greš morda njima tudi lahko na živce zaradi tega? Ja, jaz tega jo sploh ne bom vprašala. Lina je bila itak premajhna, Neli pa ne bom vprašala, kako je bilo. Ja, zanimivo. In danes, ko gledava za nazaj, da sva skupaj že 14, 13, 14 let, ko gledava za nazaj, si rečeva, kako je možno, da sva to sploh preživela. Ker je bilo težko, ampak
zavarovan s to silno ljubeznijo, s temi lepimi čustvi, sva nekako kar šla, ker sva združevala dva vzgojna modela, dva otroka, ki sta bila najstnika, dve čist majhni še v plenicah. Mislim, tako si rečeva, kako smo to sploh zmogli? V bistvu ne veva. In jaz mislim, da te res nekako življenje te zavaruje s temi čustvi, da greš čez. Ni bilo enostavno, zdaj vidiva, da res ni bilo enostavno. Sva pa vedno vedela, da bova ostala skupaj. Midva se sploh nisva dala motiti v smislu, ne vem, neka prepreka se je zgodila, kako bomo. Bomo, seveda. Midva sva bila prepričana in sva še danes, da sva se res našla. In da si res paševa, da sodiva skupaj, da se počutiva zelo domače drug z drugim. In je to nama bila edina naravna logična pot. Bilo je pa cel kup preizkušenj, seveda, normalno. Ja, sploh se mi zdi, da se pravi v vajnem oziroma v tvojem primeru ti si še vedno imela družino, to ni bilo, da bi se ti zgodilo, ne vem, 5 let po ločitvi in tako naprej. In velikrat ne rečejo, vseeno pa kljub temu, da doživiš neko, ne vem, simpatijo ali pa zaljubljenost v tem primeru, je pa vendarle družina tista, ki te naj drži, ampak vedno ni tako. Včasih izberemo tudi težjo pot. Midva sicer sva z mojim bivšim sva bila že narazen takrat, ko sem jaz spoznala Kamenka, tudi Kamenko je bil narazen. Je pa res, da sva se spoznala zgodaj. Ampak je zanimivo, ko sem jaz bivšemu, mojemu dragemu Blažu, povedala, da sem spoznala Kamenka, je on rekel, a veš, da sem tudi jaz spoznal nekoga. V istem vikendu sva si povedala isto stvar. Tako da sva oba zelo hitro šla iz tega dolgega... Da je bil mal mehak prehod potem tudi, na nek način. Sigurno. Predvsem naj je pa navdajal z občutkom, da je bilo tako v redu. In prav. Tako da sva potem, ne vem, pa je Blaž meni povedal, da je njegova žena noseča in jaz sem mu povedala, da se bom poročila s Kamenkom. Spet sva imela dva taka zelo velika, menika. To se mi je zdelo tako zelo pomembno. Potem, zdaj, ko gledam za nazaj, vidim, da je moj prvi zakon, kar sva vedela oba z Blažem, je bil na majavih nogah že zelo dolgo. Poskušala sva ga rešiti, zato da ohraniva družino. Poskušala sva razumeti, kje imava težave, hodila sva na zakonsko terapijo, poskušala sva se pogovarjati na način, kako naj narediva, zelo odkrito, kako naj narediva, da bi ostala skupaj, ker sva imela 2 hčerki. Včasih enostavno v življenju si skupaj, mi da sem bila skupaj od mojega 19. leta in jaz sem z leti postajala malo drugačna in tudi Blaž je postajal malo drugačen. Najna pričakovanja o tem, kako naj bo, so se začela ločevati. In ko sva se začela prepirati, ker sva se imela dovolj, ker sva bila sitna drug na drugega, jaz sem bila izrazito, kako naj to povem, da bom lepo povedala. Skratka, razumela boš, ker imaš ravno tako otroka, ko si tako zelo utrujen in delaš težko službo in te kličejo iz vrtca, da je otrok bolan in ti vse pustiš, tečeš, si v paniki in potem računaš na partnerja, da bo nekaj prevzel. In Blaž je kot kirurg, travmatolog opravljal izrazito pomembno delo. In vedno, ko so me klicali z bolnišnice in so rekli, doktor Iskra, še operira ga, ne bo domov, vedno sem rekla, razumem, na komu rešuje življenje. Ampak potem je bilo pa tega toliko veliko in te moje samote na drugi strani toliko veliko in sem bila polna jeze. In sem videla, da to ne bo v redu, zato sem začela hoditi na te terapije, kjer je terapeutka svetovala, da prideva oba. Moram reči, da je Blaž naredil eno izrazito pogumno dejanje, da je kot moški šel na zakonsko terapijo, ker moški
po statistiki pravijo, da za zakonska terapija ne potrebujejo, ker z njimi ni nič narobe. Tako da smo mi tiste, ki preveč analiziramo, smo preveč zamerljive, preveč skratka. In Blaž je kot racionalen moški, kirurg, ki vidi stvari, mora jih videti, reče, ok, tole ni v redu, to odrežemo, tukaj damo vijak, učvrstimo. On nima časa v svojem življenju hiperanalizirati stvari. In mu štejem še danes, tako res v zelo dobro, da je šel z mano na terapijo, ki ni bila enostavna. Terapija ne govori samo o naju in najnem odnosu, potegne ven stvari iz preteklosti, za katere ne želiš se jih več spominjati. Nekatere si pozabil. Najdeš vzorce, zakaj se tako pogovarjaš. Ampak je pri nama bilo čudovito to, da smo na podlagi te terapije se razšla kot dva odrasla, umirjena človeka, ki imata med seboj veliko ljubezni in dve hčerki. In to se nama pozna, da sva se lepo razšla. In da sta lahko ohranjala potem tudi kasneje tako dober odnos, konec koncev. Še danes. Kako težko ti je bilo, recimo takrat, ko si že vedela, da bo prišlo do razhoda in ko sta oba v bistvu vedela, koliko je ura, v katero smer stvari gredo, kako to povedati otrokom, kako jim prizanesti, seveda tudi bolečino, ker ne bova zdaj olepšavali stvari. Seveda. Dejstvo je, da je to za otroka lahko boleč proces. To je najtežji pogovor mojega življenja, ki sem ga kadarkoli imela. Neli je imela 12 let, Lina je imela 3, tako da Lina ni, z njo nisva o tem debatirala, seveda. Neli je pa mislila, da se šaliva. Ker midva se nisva na zunaj tako slabo razumela, da bi ona zaznala, da je med nama kaj narobe. Ona je dejansko mislila, da je neka res zelo slaba šala. Ne vem, kolikrat je vprašala, zakaj. In sva ji povedala. Povedala sva ji, da so se najine poti nekako razšle. Ne? Da se niso razšle poti mame in očeta, ampak najina zakonska pa, da se je razšla. Na srečo sva potem že vnaprej vedela, kako bova stvari speljala, da se je Neli, ki paše imeti neko strukturo, zelo hitro navadila tega. Midva sva se prej vse dogovorila, kdaj se bo izselil, kam se bo izselil, katere dneve bo imel otroke. Klicala sem v šolo, rekla zredničarki, če je lahko pozorna na Neli, če bi opazila kakršnokoli spremembo. Skratka, vse, kar so nama svetovali, strokovnjaki sva naredila. In je bil potem ta prehod v bistvu za Neli kar nekaj mesecev tako zelo zabaven. Hodila je kočil z Lino, seveda, pa so šli v kino, pa tako, pa je prišla nazaj. Nikoli tega ni potem zaznala, kot nikoli mi ni rekla, da bi karkoli bilo. Bilo je pa težko, seveda. Si kdaj, sploh od nje, ki je starejša in je to dojemala drugače, a veš, to je bila že najstnica, verjetno tudi že na pragu pubertete ali pa že v puberteti. Si kdaj dobila kakšen komentar v smislu, ne vem, par očil pa lahko, ali pa ne vem, bom šla pa kar... Nikoli. Moram ti pa reči, da sem dobila en zelo lep komentar in to je, mami, koliko se ti smejiš? Zakaj se prej nisi toliko nikoli smejala? In jaz sem bila v šoku. Jaz sem mislila, da sem zelo nasmejana mama. Očitno nisem bila. Je pa res, da se z Blažem še danes, kljub temu, da sta punci res veliki, pogovarjava o stvarih, ki se tičejo njiju. Tudi poveva si stvari, to pa to, tako, skratka, ves čas sva oba obveščena o dogajanjih. Ne? Kar veliko krat ni, ne, pri kakšnih razhodih. Gotovo, ja. Meni pa še, če mu lahko povem. Ga pokličem, pa rečem, se spomniš one prijateljice, ko je to pa to, mislim, drugače, če poveš očetu, saj tudi Kamenko povem, seveda on mora vse 3-krat slišati, ne, ampak tako, fino je, ne, ker je oče, seveda. On takrat to bil zraven, konec koncev, ne. Ja. No, in potem pride tukaj poroka, oziroma še pred poroko seveda ta ljubezen in drugačen način življenja, konec koncev, ne? Razširjena družina, kar naenkrat postanete. Kako vaju je bilo tega strah? V smislu, kaj če se zgodi, da se otroci sploh ne bojo, ne vem, marali,
Ne bojo želeli en z drugim se igrati, pogovarjati. Ni naju bilo strah dovolj, ker sva, kot sem prej rekla, zavarovana v to, da sva se našla, se nama je zdelo tako čudovito in tako izpolnjujoče, da nisva v globini videla, kaj bi se lahko zgodilo, ker se potem nič hudega ni. Tara in Lina sta bili 3 in 2 stari, oni dve praktično ne poznata drugega modela družine kot našega. Njima je ta razširjena družina, v kateri živita. Tara je moja pastorka, ki je kot moja hči. Zelo je zanimivo, ker mi je zelo podobna po vedenju, po čustvovanju. Velikokrat se smejimo in rečemo, ti zihar nisi moja biološka, ker je odraščala od 2. leta z nami in se podobno odzivava na življenjske situacije. Ni bilo večjih kakih pretresov. Čudovito je, da sta Neli in Ian, seveda, da sta bila fant in dekle, da je Ian toleriral vse, kar so punce delale, in Neli je bila pokroviteljska malo do Iana. Skratka, nikoli nismo padli tako, da bi rekli, ne bom se z njo pogovarjal, ne bom se tako. In Tara in Lina v bistvu odraščata kot sestri. Lani sta si podarili za božič čisto obeske, ki piše, nisva sestri po krvi, ampak sestri po srcu. Oni dve sta res sestri. Oni dve se najbolj na svetu poznata. Odkar smo skupaj spita v isti sobi, delita enake izkušnje, bereta iste knjige, vedno grejo skupaj na rojstnodnevne zabave. Skratka, oni dve sta zrasli gor, mogoče celo v enem manj pritiska je bilo med njima, ker nista biološki sestri. Sta res lahko bolj prijateljici. Seveda, midva sva se pa prepirala s Kamenkom zaradi totalnih traparij. Sta se, ne? Seveda. No, zelo sem zdaj želela izpostaviti, da ne bodo zdaj morda gledalci, poslušalci razumeli, da je pa vse tako zelo lepo in kičasto. Ampak vedno glede vzgojnih stvari. Moj vzgojni model je bil drugačen od Kamenkovega. Potem sva, naprimer, jaz sem rekla, zakaj mora moja drugič dati posodo iz pomivalnega stroja, zakaj pa Ian ni dal. Ves čas sva malo tako, da bo za vse enako, da ne bi bilo kaj narobe. Pa jaz skozi, zakaj moram kuhati toliko različnih menijev, zakaj ne jejo vsi isto. Skratka, ampak sva šla skozi. Šla sva skozi in otroci z nama. Nihče nikoli od najnih otrok ni rekel, ne grem zraven na morje, nočem iti na rojstni dan. Mi smo se vedno družili, igrali tarok, se imeli fino, vedno smo se pogovarjali odkrito o stvarih, ampak seveda, koliko sem se jaz jokala. Ker pa si občutljiv na nekoga, ki tvojemu otroku reče, mogoče ravno tako prijazno kot ti, ampak mu reče. In sva se dogovorila, da bova poudarjeno občutljiva na ton, način govorenja z otroki. Da torej nikoli ne boš rekel nikomor, pa daj te stvari posprav, ampak da rečeš, bi bilo super, da se te stvari pospravi, da paziš na ton, ker sva bila tako občutljiva. Tudi on? Tudi on. Meni se, tako jaz sem na začetku si želela biti najboljša mačeha na svetu. Zelo sem se trudila, da sem vse naredila, da bi bilo v redu. Tako. In sem na koncu ugotovila, da sem zelo utrujena, da ne bo šlo tako, da kuham po 3 menije, vsakemu tisto, kar ima rad in tako. In potem je bilo čudovito en dan, ko mi je rekel Ian, pa kaj se toliko mučiš? Ali si v redu, kakor si? In sem rekla, hvala. In sem lahko malo spustila. Drugače sem namreč izrazita mama. Vse imam pod nadzorom. Mislim si, da imam itak. Da je vse kuhano, da je vse to, da imajo otroci vedno stvari, ki jih imajo radi, da ko pridejo iz šole, da že grejem, da jim prinesem kavo, čaj, skratka, tako. Ampak to mene tako napolnjuje.
To sem res zelo jaz. Jaz bi vse crkljala. Potem je Kamenko zelo lepo v bistvu. Ja, hvala lepa. Res je. Bo poslušal, ne, tole? Bo poslušal sigurno in tudi mislim, da bi ti pritrdil, da mu je lepo, da se počuti dobro. Najbolj na svetu sva si pa hvaležna, ker imava rada otroke drug od drugega. To je stvar, ki si jo poveva nekajkrat na leto ali pa si napišava. Ker, veš, poznam tudi zgodbo parov, Ja. kjer je pa dolgo časa trajalo, da se je ta ljubezen ali pa mogoče sploh ne ljubezen, ampak navezanost ali pa sprejetost zgodila. A ne? Se pravi, dva sta se našla, zaljubila, postala je razširjena družina, ampak otrok nje ni mu bil preveč všeč oziroma mu je bil morda celo antipatičen in lahko tudi kontra. Ne? In se mi zdi, da še vedno je velikokrat lahko tudi to potem razlog, da pa dva Sigurno. ne obstaneta skupaj. Midva se zavedava, da imava hudirjevo srečo. Midva se zelo, zelo Ker to je po zavedava. mojem zelo težko živeti v takšni razširjeni družini. Mislim, sej otroci niso tukaj nič krivi, da me ne bo kdo narobe razumel, ampak vsi si pa tudi vedno ne pašemo. Ja, gotovo. Lahko je to samo morda nek model vzgoje, ki ga je ta otrok vajen in je popolnoma kontra tvojemu in je že težko potem. Ne? Ja, naprimer, veš, kaj se mi zdi tako zelo reprezentativno primer? Midva s Kamenkom dolgo nisva živela skupaj. Selila sva se, spal tukaj, tam, ampak nisva se zares preselila skupaj. In sem ga spraševala, zakaj ne narediva tega koraka? Mislim, nisva zdaj tako zelo mlada, dejva, ne? Pa rekel, ne prenesem občutka, da bi se zvečer vrnil v dom, kjer so tvoji otroci, medtem ko gredo moji spat bivši ženi. Rekel, jaz sem zaprl vrata doma, kjer ne bo mojih otrok. In takrat sem zrušila. To sem slišala prvič, mislim, seveda jaz o tem nisem prej razmišljala, ker nimam te izkušnje. Potem pa je Kamenko bil v tisti zelo hudi prometni nesreči na Primorki, ko je prišel do verižnega trčanja in je za las ušel smrti. In takrat, ko sem jaz videla njegov avto in videla, kaj bi se lahko zgodilo, Kamenko se je rešil tako, da je ob trku skočil iz avta in preskočil varnostno ograjo in na drugo stran avtoceste stekel, medtem ko je že drug avto. Skratka, za las je šel smrti. In ko sem šla ga na urgenco pogledat, ko so me klicali, da so ga rešilci pripeljali, je rekel mi, ker sem seveda jokala, ker je bil čisto povezan in sem tam klečala v njegovem invalidskem vozičku in je rekel, bova se skupaj preselila, nima več kaj čakati, ker ne veš, kaj se bo zgodilo. In je čisto res tako. In takrat je tudi zbolela moja mama, in so se stvari obrnile in sva rekla, nič ne bova čakala. In sva se res nekaj mesecev po tistem preselila skupaj, tako da je Kamenko začel živeti z menoj in mojimi hčerkami. Na srečo pa Tara izjemno pogosto prihaja k nam. Ian je pa, živi pa trenutno v Torinu, kjer študira, tako da, ampak Tara je pa res pri nas pogosto in še vedno imamo ta sistem vsak drug vikend, prazniki in seveda polovica počitnic, tako da smo veliko skupaj. In je tudi za Kamenka bilo tako laže. Sicer mu je bilo zelo težko. Čist kakšne majhne stvari, ne vem, če sem kupila Lini kakšno majčko, sem je tudi za Taro kupila. Ni se mi zdelo, da bi samo svoji prinesla. Ali pa sem kupila kaj, ne vem, kako storte sem prinesla za vse. In tudi Kamenko tako, ne, vedno je za vse otroke prinašal, ne? Da se ve, da tudi na vratih sob imamo napisana imena vseh otrok, ne? Da je jasno, da so tu. Da je to dom, v katerega prihajajo in odhajajo konec koncev. Alenka, kaj bi rekla, da je tisto, kar je tako poglavitno drugače zdaj v tem odnosu, kot je recimo bilo prej? V smislu si prej rekla, ne, ljubezen po 40 je enako, si sicer zaljubljen in se hihitaš, ne, pa vendarle verjetno veliko bolj veš, kaj želiš
kako želiš, česa ne želiš. Gotovo. Meni se zdi ena stvar ključna. Med nama s Kamenkom ni teh prvinskih osnovnih zamer, ki lahko nastanejo med možem in ženo, naprimer ob rojstvu otrok. Jaz, ko se pogovarjam z ženskami, podobno čutimo to eno zelo poudarjeno, si želimo imeti podporo, pomoč po rojstvu otroka. Ko je otrok prvič zboli, ko te skrbi, ko si, ne vem, celo noč pokonj z otrokom, karkoli. Jaz to imenujem prvinske zamere, ne vem, kako naj drugače povem. Nabirajo se skozi življenje in ne nastanejo zato, ker partner bi bil zloben, ne bi hotel, ampak tako je, ko rodiš otroka, so prvi meseci res mamini. Mama neguje, doji, je ves čas tam z njim, seveda oče ravno tako je prisoten, ampak hodi v službo, hodi ven in ti zdaj, če kronično ne spiš, če si zaskrbljena mama, kot sem bila jaz zaskrbljena za vsako stvar, se tega zelo veliko nabere. Ko več ne spiješ, 2 požirka kave v miru, ko ne veš, kdaj si nazadnje lase opravil, to so vse stvarnosti, to se nam zgodi in je normalno. In jaz tega s Kamenkom nimam. Jaz nimam teh ženskih nekih zamer, ki so se zgodile skozi prvi zakon. To je gotovo nekaj, kar je bistven dobrobit tega. Drugo je, da sva se spoznala v obdobju, ko sem bila tudi že odrasla, se mi zdi, saj malo, rečva saj malo. In jaz se počutim pri Kamenku tako zelo sprejeto. Njemu se jaz zdim res fajn. In je biti fajn z nekom, ki se mu zdiš fajn. Ta občutek, da si lahko... Te je on poznal iz tega medijskega sveta? Ne preveč. Kamenko ni, vedo je, kdo sem, kaj počneš? Ampak ne, da bi ravno vedel tako, da bi res gledal. Njemu se zdim zabavna, kar sem. Njemu se zdim pač fajn. Kar si zelo zabavna, dajva poudariti. Ja. In me je tako zelo sprejel. Pa pomagal mi je, podprl me je pri nekaterih stvarih, ki sem si jih v življenju želela. Mi pomagal jih uresničiti. Ne vem, cel kup enih takih malih stvari, ki se, kot so se prej nalagale zamere, se tukaj to nalaga. Ne? In seveda to, kar vedno rečeva, drugemu, rad ima moje otroke. In mislim, da moj tudi Blaž zelo hvaležen, ker ve, da ima Kamenko rad otroke. Jih hodi iskat, jih pelje zdravniku. On je kot ta prav njihov očim, tako kot se spodobi. In jim je tam za zgled in v podporo in pomoč pri fiziki, matematiki, pač prav vsem, kar je treba, tako da ja. Če sva se dotaknili tvoje zabavne plati, zdaj se sicer pogovarjava o tudi nekaterih bolj resnih temah, zato tega prostora za to zabavo ni, pa vendarle, kaj je najbolj zabavna stvar, ki si jo naredila v tem tednu? Ja, to je pa kar današnja, ko sem posnela tega mačka in za njim hodila in ga klicala: gospod Maček, ali lahko eno izjavo, kako lepe bele tačke imate, kako vam uspe, da ste ves čas tako lepi. In ko doma pokažem, Neli reče: mami, tebi se je poslabšal. Res mislim, ni zdravil na tem svetu za to, ampak to počnem čedalje pogosteje. Jaz namreč živalim vedno dajem glasove. V moji glavi so pač govorijo itak, ne? In potem se z njimi pogovarjam in zdaj mi tudi ni več narodno, če gre kdo mimo in tako. Ampak ja, sem kar malo tako utrgana po moje. Ampak sem iz Krškega, tako da vsi Krčani, ki gledajo, in bo povsem jasno, odkot to pride in zakaj sem takšna. In zakaj to tako? Še vedno najde ta svoj mir na Rakitni? Še vedno. Še vedno. Ker imamo 3 mucke, ki jim rečemo švikci, zato ker švigajo, so prosto živeče muce, naredijo eno cel kup nove ljubezni, pripeljajo. Je zdaj moja mlajša pripeljala domov fanta za praznike in je rekel: Kamenko, evo še en švigec. Mislim, to se kar pridejo in grejo in tako. Je to bilo zdaj prvič? Prvič ga je zdaj pripeljala, ja. To je tudi nek nov mejnik? Ja, boš videla. In kako pa je to bilo? Kakšni so pa to občutki? Ja, na srečo je fejst fant in je v redu.
Je pa, se pa moraš tako kar mal zadržati. To je vendarle tvoja punčka. Ne? In moraš kar biti, tako si vedno reče, Malenka, odpri srce, normalno je, da ima fanta, super fantje, ne? Ampak ja, tako pol preden, tako, zdaj bi kar rečem, Lina, prid me mal stisniti, preden gre spati in tako. Ja, to so vse stvari, ki te še čakajo. Tudi kakšne boleče stvari v zvezi s tem čakajo. Otroci torej odraščajo. In jaz se najbolj na svetu učim, da jim ne dajem na svetu, če me za njih ne vprašata. Tukaj zelo, zelo trpim zraven, ker bi povedala rada. V bistvu jim moraš biti v podporo in biti moraš zraven in fino je, da je kaj dobrega v hladilniku. Druge vloge kot tako, da bi pa ti rekel zdaj, poslušaj, po moje je to, ne zanima jih. Oni se morajo sami postaviti in to sprejeti, to je meni vsak dan borba. In čakati, da se opeče, da se bo naučila, ne? To je tisto, kar je za starše, se mi zdi. In da pride domov, da potem mama da roko pod hladno vodo in jo v peklino pomiri. To, kar sem jaz doživela, ni nujno, da bo njima prišlo prav. Ali pa jaz si laskam, da poznam življenje, da poznam ljudi, da vem, kakšni so. Ni nujno, da je to tisto, kar potrebujeta. Če pa me pa vprašata, takrat pa potem rečem, odpustek imam, lahko rečem. Lahko povem, ne? Ja, Nelly pride in reče, mami, kaj bi ti naredila v mojem primeru? Zaprem računalnik, vse. Tukaj sem tvoja, sem. Zdaj pa lahko, ne? Ja, niso to enostavne stvari. Niso. Če pogledaš za nazaj svoje življenje, bi lahko rekla, da si kdaj bila res prizadeta strani drugega človeka? Ja, bila. Katere so tiste stvari, ki so te recimo lahko najbolj prizadele? Krivice. Krivice, ki se tičejo, da mi je nekdo potaknil nekaj, kar nisem naredila. To je nekaj, kar pekli in boli in je tudi v knjigi. Tudi en primer celo iz šole. Jezi me, boli me, kadar ljudje pri meni ne preverijo in sklepajo po svoje, da ne pridejo k meni in rečejo, prosti, ali je to tako in tako. To je nekaj, kar me zelo boli. Bolijo vse stvari v zvezi, ki so se otrokom zgodile, da se je njim zgodila krivica. To zelo težko prenašam. Bila sem tudi ljubezensko, seveda, zelo prizadeta. Tudi zanimivo je, dolgo je že tega, ampak se tega fanta spomnim včasih. Spomnim se občutka popolne nemoči, ki si me takrat čutila. Nisem vedela, da se želi raziti z menoj. Kot strela z jasnega je prišlo in sem bila v šoku. In sem potem bila vedno zelo pozorna, ko sem bila v drugih zvezah. Na znake. Na znake. Kje sem jaz, ne, to pozabila. Drugače pa se mi zdi, da mi, ki smo se rodili v eni drugi državi, da smo zrasli z drugimi vrednotami. In te vrednote so seveda trdno v nas, ker smo bili tako naučeni in se krešajo ob vrednote sveta, v katerem zdaj živim. Včasih se mi zdi vse te šale o življenju prej, ne? In tako se mi zdi, da v bistvu, da smo odraščali v ene relativno postavljene, poštene ljudi, ker to je bila takrat res vrednota. In se tega novega sveta malce bojim. Čudim se, zelo veliko se čudim in poskušam to ravnotežje držati. Je pa res, da starejša sem, bolj vidim, da je pomembno res in samo tisto, kar se tiče mene in moje družine. To so ljudje, za katere bi jaz vse naredila in oni zame. Čudovito je, če imaš ob tem nekaj prijateljev, rekla sem nekaj, ker veliko jih ne moreš imeti. In čudovito je, če živiš v okolici, kjer ljudje še vedno rečejo, dober dan, kako ste. In mislim, da je to kar kluksa in da ni treba računati na kaj več. Ker generacije, ki prihajajo, so vzgojene drugače, tudi drug vrednostni sistem nosijo. Tako da jaz včasih rečem, da smo mi, ki smo živeli tam in tu, v bistvu, da smo eno domovino izgubili,
za njo nam niso dovolili žalovanja, pa je bila izguba in smo šli v novo državo in smo nekje tako kot vrvohodci med enim in drugim. Starejša sem, bolj to občutim, nisem nostalgična po onih časih, se pa zavedam, da smo živeli bolj v stiku sami sabo, kot današnji mladi živijo. Katere ljudi bi, ali pa če rečeva mogoče 2, 3, izpostavila, če ti rečem, da so nate res pustili en tak pečat, v eno ali drugo smer pečat, da so nate vplivali? Ja, gotovo Oprah. Oprah je televizijska voditeljica, ki sem z njo rasla, gledala njene tehnike intervjuja, gledala, kako zelo blizu lahko pride ljudem, kako je v redu, da prideš z odprtim srcem na intervju, kako ni nič narobe, če poveš kaj osebnega tudi o sebi. Ona je zelo opredelila moj način, na katerega delam, pa tudi na katerega sem z ljudmi. Ker se mi zdi, če ona lahko, ni vrag, da ne bi mogla jaz biti. Tako. To je pač ena javna oseba. Drugače pa nedvomno sta tu moja starša, svojo neizmerno ljubeznijo, ki sta mi jo nudila v vseh obdobjih življenja, tudi če se s čim nista strinjala. To sta bila človeka, oziroma oče moj še kar je, ki bi zame naredila čisto vse na svetu. In na 3. mestu so seveda otroci. Vedno znova me učijo, kako lahko na stvari pogledam drugače, kako lahko nekatere stvari odvržem, ker so nepotrebne, in kako čudovito je, ko vidiš otroke iz ljubeče družine, kako pogumno gredo v svet. In seveda, to bo zdaj 4. oseba, moj Kamenko, ker v meni vsak dan vidi punco iz Krškega, zaradi česar sem mu zelo, zelo hvaležna. Da ne vidi žensko, ampak punco, ne? Ja. Samo še to ob koncu najnega pogovora, se veš, midve bi lahko klepetali in klepetali. Velikrat, ko sva kaj govorili, si rekla, da v kakšnih potezah ali pa v kakšnem odzivu prepoznaš mamo. A ne? Se pravi, velikokrat se nam zgodi, da kakšne stvari, ki so nam bile v mladosti, ne bom rekla, da so nam šle ravno na živce, ampak nam niso bile tako zelo ljube, se lahko hitro ujamemo, da jih potem nekaj let kasneje počnemo tudi sami. Katere so tiste stvari, ki veš, da so zakoreninjene v tebi po mami, ljubke ali malo manj ljubke? Zanimivo in hvala, ker si to vprašala. Stvari, ki so mi šle pri mami najbolj na živce, jih zdaj najbolj pogrešam in jih delam sama. Eno gotovo je zračenje prostorov. Jaz non-stop zračim in otroci kričijo, mami, mrzli je, da je zapri. Ne srečem, pa da je malo zraka rabimo, pa to morajo viruse. Isto, kot je moja mama. Ko pečem kvašeno pecivo, je vse mora biti zaprto, noben ne sme tudi blizu okna prideti, ker se derem, mislim, testo mora vzhajati, a ste normalni, mislim, ne, toplem, vidite, tako. Spodnjo majico moraš nositi, moraš slečiti, že ko je res toplo zunaj. Najdlje moraš nositi spodnjo majico in najprej moraš spodnjo majico obleči. Ker ta je tista, ki te edina zares varuje, ker imaš ledvice pokrite, ampak to je res. Tudi, mislim, to je res. To vse moja mami dela. In še nekaj, vsako jutro se naličim. Moja mami se vsako jutro naličila. Rekla je, veš, Alenka, če jaz ne bom poskrbela za to, da se bom dobro počutila, od koga lahko jaz pričakujem, da bo to naredil zame. In jaz tudi, ko je vikend, če ne druga si lička, malo namažem, ker drugače sem bleda, kot da rabim infuzijo, pa trepalnice si namažem in si rečem, ok, to je to. In dnevi, ko se ne našminkam in tako, me doma rečejo, a se kaj slabo počutiš, a je kaj narobe? Ker vedo, da je to tisto, ko je rekla mi zmeri mami, Alenka, ti moraš.
ko se boš ti boljš počutila. Ne? In tudi potem, ko je hodila na kemoterapijo in si je vedno ustnice namazala, vedno si je modro črto naredila, tudi ko si več ni mogla, sem jaz ustnice namazala. Zdelo se je to pomembno. In imam celo zbirko njenih šmink in kadar sem posebno nostalgična, si dam njeno šminko, ki diši, in potem tudi vsem doma rečem, imam od mami šminko, rečejo, vidimo te že nadaleč, ja, ker je malo drugačne barve, kot jaz uporabljam, ampak ja, evo, to so stvari, ki so ostale in so še vedno s tabo. In bodo šle verjetno tudi naprej. Bodo. Vsaj spodnja majica, ne? Spodnja majica, pa dejstvo, da sem prišla malo pred domov in je bilo tako mrzlo, je rekla, Neli, treba je bilo prezračiti in sem rekla, vidiš, exactly. Se že dogaja. Se že dogaja. Alenka, najlepša hvala. Veliko uspehov ti želim, predvsem zdravja. Vidiš, tega se sploh nisva dotaknili. V bistvu sem res lahko vesela, da si danes lahko v sedečem položaju z mano. Vem, da si imela kar hude težave s križnim predelom in podobno, ampak vidim, da si na dobri poti, kar me zelo, zelo veseli. Hvala lepa. Vse lepo ti želim. Hvala za danes. Tudi jaz tebi, Eva. Hvala.